Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji 7. V tej oddaji smo se udeležili festivala za tretje življenjsko obdobje in razprave Evropskega invalidskega foruma. Vključili smo novice z okrogle mize, ki jo organizira Športna zveza gluhih Slovenije, ter nekaj drugih novic. Ostanite z nami. 1. oktobra, ki velja za Mednarodni dan starejših, se je začel 13. festival za tretje življenjsko obdobje. Festival je tokrat potekal pod sloganom Vsi smo ena generacija in ga je v 3 dneh obiskalo več kot 15.000 ljudi. Razstavljavci letošnjega festivala so predstavili številne izdelke in storitve za izboljšanje kakovosti bivanja starejših. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je predstavila tehnične pripomočke za osebe z okvaro sluha. Na festivalu se je bilo mogoče udeležiti okroglih miz, predavanj in delavnic. 2. oktobra je bila tako med drugim uprizorjena bralna predstava Županova Micka v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljana, ki je bila tolmačena v znakovni jezik. Dvorišče pred Županovo hišo. Dol na oni plati se začne boršč, na tej drugi plati je pot. Dekle, meni se vse zdi, da on to iz ljubezni stori. On mi nikdar nič lepega ne pove. Kako to meniš? No, ta rada ljubila, da bi le mogla. Zakaj sem se pa kot tebe lahko zaljubila? Na festivalu se je s prikazom tradicionalnih gorenjskih plesov predstavila tudi folklorna skupina Veselje iz Mestnega društva gluhih Ljubljana. Skupina je skozi predstavo občinstvu sporočala, da gluhost, naglušnost, starost ali pomanjkljivo plesno znanje za folklorno skupino Veselje niso ovira. Gluhega člana skupine smo prosili, da nam pove kaj več o tej skupini. Generalni sekretar Evropskega invalidskega foruma Rodolfo Catani in Tanja Dular, sekretarka na direktoratu za invalide, sta bila osrednja govorca na razpravi o kakovosti življenja invalidov v naši družbi. Dularjeva je uvodoma povedala, da se na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve zavedajo, da brezposelnost stalno narašča, vendar jo veseli, da je odstotek zaposlenih invalidov enak kot pred krizo. Ob tem je dodala, da k temu pri nas pripomore uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. Ta določa obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Ker drugače bi morali plačevati, morajo plačevati poseben prispevek v sklad. Mogoče je to eden od načinov, da se je dejansko tudi ta raven zaposlenosti invalidov obdržala. Catani je svojo razpravo začel s trditvijo, da smo imeli pred leti lepe sanje o Evropi, iz katerih pa nas je leta 2007 predramila gospodarska in finančna kriza. We should not depend on the crisis. We must master the crisis, we must fight again, and if the movement is strong enough, the movement will certainly be able to overcome the consequences of the crisis. Po mnenju Catanija, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov nudi odlična izhodišča za reševanje problemov različnih skupin invalidov.
Konvencijo so ratificirale skoraj vse članice Evropske unije, med njimi tudi Slovenija. When persons with disabilities discuss with political decision makers, they must have the UN Convention in mind. And all groups of persons with disabilities find in the convention the solution to their problems. Čeprav je konvencija o pravicah invalidov vsebinsko polna rešitev za vse oblike invalidnosti, se v državah podpisnicah zatika pri izvajanju rešitev v praksi. 33. člen konvencije sicer predvideva nadzor nad izvajanjem. Vlade držav podpisnic pa morajo določiti organ, ki ga bo izvajal. Ta organ je zadolžen tudi za poročilo, ki ga vsake 2 leti odda neposredno Odboru za pravice invalidov pri Organizaciji Združenih narodov. V Sloveniji naj bi izvajanje konvencije spremljal svet vlade svet za invalide. To naj bi bil tripartitni organ, ki ga sestavljajo predstavniki invalidskih organizacij, predstavniki inštitucij, ki se širše ukvarjajo s področjem invalidskega varstva in pa s predstavniki države. Ta svet je predviden po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov in je ravno sedaj v fazi ustanavljanja, naj bi pa nasledil bivši svet vlade Republike Slovenije za invalide. Ob tem je zanimivo, da svoja poročila vzporedno oddajajo tudi vse invalidske organizacije, tako da Odbor za pravice invalidov pri Združenih narodih vsake 2 leti sprejme 2 poročili, ki jo lahko primerja med seboj. When it comes to examine these reports, both the representatives of the government and of those who have sent the parallel or alternative report are invited to Geneva, and there is an open public discussion on this. So, what should the Organization of Persons with Disabilities control in each of the member states? Konvencija ne predvideva inšpekcijskih nadzorov. Ko pa bodo deli konvencije vključeni v slovensko zakonodajo, se lahko v posameznih zakonih predvidi inšpekcijski nadzor nad kršenjem norm. Katani je poudaril še en vidik vključenosti invalidov v družbo, to je aktivna udeležba v politiki. We have just one person with disability now in the European Parliament, just one. 751 members of the Parliament which will be elected next year. We will see how many persons with disabilities we will have. We want to have, if possible, the same representation in the Parliament of persons with disabilities as in society. And in society we know that persons with disabilities are 15% of the population. Evropski parlament ima v svoji zgodovini prvič gluhega parlamentarca. Dr. Adam Kosa je lahko dobra spodbuda za vse morebitne kandidate za volitve, ki bodo prihodnje leto. V soboto 5. oktobra je potekala okrogla miza Športne zveze gluhih Slovenije, kjer so predstavniki športnih sekcij društev razpravljali o novem statutu in pravilniku, govorili pa so tudi o financiranju športa. Pravilno kapona mesa prosvina in topomili poslovno konkretno. Satellite pona mesa prosvina je ena kasate na razmišljali pravilno trase pravilno kaponem operatorio posle vsem trudom javno razpravo in da naj podalo pripuba in parloga na okroglo mizo. To okrogla misa motoplane.
Praatlugan people bij het weg doorstraf. Met vergroening in de Syrië. Javne razprave se je udeležilo 11 predstavnikov športnih sekcij društev. Glavna pomemba kako te imamo pogled se kontinentalne, da bomo ena pa imeli samo enega podpredsednika, namesto podpredsednikov. Zakaj? Pa tako ti so ustanovili prvo mesto prostorne, so neki pa pomembnih funkcijo podpredsednika, najbolj potroši. En podpredsednik je pokrival vrhunski oziroma smalni trud. Torej podpredsednik je pa pokrival rekreacijo. Sam pa se en pomeni, in tem tudi pomeni, da ima na pogled vse posebno. In moči pa zmeraj intelektualnega truda, ki je skrb pogled vse posebno. Rekreacija je pa ostala na nivoju družbe. Razpravljali so tudi o aktualni problematiki financiranja in predlogih za nadaljnji razvoj športa gluhih. Mislim, da je zdaj manj in država pripravlja nove ukrepe v masovanju proračuna in tudi v masovanju javnih interesov. Kar pomeni, da bomo tudi mi tudi naklonjeni omstrukturirani. Ponad mesa poslednja sem predstavnik na prvo priprošlja, da je tam ne razmišlja pa imeli kako bi tu, kaj so pa si imeli na programa, lahko tudi financiranje programa pisa in pa poišajo dodatne vire sredstev. Poslušaj, kaj pa je to je vprašljivo, ker poslušaj sami tu berati sredstva, sami tudi okresu in tako dalje sredstva. Naj poišajo sredstva na javne razpise občinam ministrstva. Okroglo mizo so zaključili z optimističnim razmišljanjem. Med nami so uspešni polniki, mladi, napredni polniki, na njih bomo hkrati schopnost. Se bomo tu rezati pomagali nam bolj lažje pri nadaljevanju športnega programa. Plan državnih tekmovanj za leto 2014 bo sekretariat Športne zveze gluhih Slovenije oblikoval in potrdil novembra. Na vrsti so kratke novice. V Avstriji so 29. septembra potekale parlamentarne volitve. Med poslance je bila ponovno izvoljena tudi gluha predstavnica stranke Zelenih Helene Jamer. Leta 2008 je Jamerjeva sicer postala prva gluha poslanka v avstrijskem parlamentu. Njena stranka je bila velika zagovornica za pravice manjšin in invalidov. Ekipa Spletne TV gospe Jamerjevi iskreno čestita za uspeh na volitvah. Najbolj obetavna mlada gluha slovenska smučarka Anja Drev je v ponedeljek 30. septembra prejela posebno priznanje. Župan občine Šoštanj Darko Menih ji ga je izročil za njen uspeh na letošnjem prvem evropskem prvenstvu gluhih v alpskem smučanju v Nemčiji. Med mladinkami do 21 let v smuku je Drevova osvojila srebrno medaljo, v superveleslalomu pa bronasto. Tudi mi ji čestitamo. V sredo 2. oktobra so v Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče organizirali predavanje o varni uporabi defibrilatorja. Članom so pokazali postopke oživljanja in jim pojasnili, da v primeru srčnega zastoja masaža srca in upihovanje zraka nista dovolj.
Če je v bližini defibrilator, ga je treba nujno uporabiti. Na območju občine je nameščenih 7 avtomatskih defibrilatorjev, ki jih lahko uporabimo. Od leta 1954 vsak prvi teden v oktobru praznujemo Teden otroka. Letošnji poteka pod geslom Kako je biti otrok v današnji družbi in je posvečen spodbudi otrok k odprtemu pogovoru o tem, kaj čutijo, razmišljajo in podobno. Kljub vsem elektronskim medijem in tehnologiji so otroci v današnji družbi osamljeni. Zato je teden namenjen tudi spodbudi odraslih, da se z otroki čim več pogovarjajo in jim tudi prisluhnejo. Ostal nam je le še pozdrav in vabilo, da se nam pridružite naslednjič. V sredo boste lahko videli, kaj menijo predsedniki in sekretarji o dosežkih in napredku svojih društev. Hvala za pozornost in nasvidenje.